Lep pozdrav vsem. Imamo na začetku malo zamude, to upoštevajte, ko nam boste konec že odmerjali. Sam začetka ne bom podaljševal s kakšnimi svojimi uvodnimi razmišljanji, to tudi ni bila naloga moderatorja, zlasti bom sogovornike skušal držati časovno v takem okviru, da boste na koncu imeli možnost tudi še kaj pripomniti oziroma vprašati. Zdaj, tema je znana, slovenski jezik kot temelj slovenske identitete. Jaz sem upozoril sogovornike, s katerimi se praktično vsemi, razen z gospo Oblakovo iz Argentine, že poznam kar nekaj časa, da je samo v juniju sem naštel, je bilo 5 že razprav na temo slovenskega jezika, identitete, kar kaže, da je zavedanje, da je jezik in kultura temelj potem naroda in države, ki iz njega izhaja. Imel bom kratko pripombo, kje pa je zdaj Dejan, na omembo, da je bila Habsburška monarhija večkrat omenjena kot ječa narodov. On dan sem svojega sina poslušal, ki je tudi zgodovinar, in je rekel, da on pa prav, da je bila Habsburška monarhija inkubator narodov, da je Slovencem pomagala tudi z nekaterimi upravnimi dekreti, da so slovenščina in Slovenci, da se niso razcepili vzhodno Štajersko, pa prekmursko, pa še kakšno drugo entiteto. Potem bom pa še rekel, da mimo tega našega osrednjega vprašanja jezik, kultura, ki sta, kot rečeno, evidentno povezani in jezik in kultura temelj za narod, kot je vklesan napis preteklega tedna Toneta Peršaka, z jezikom in knjigo smo, brez jezika in knjige si sam. To je nekaka izvedba tudi iz tistega, kar je Florjan Lipuš rekel, z jezikom smo ali nismo. Znano je tudi, da tisti izrek, če ne beremo, nas bo pobralo. Seveda, če ne beremo v našem jeziku, nas bo kot Slovence pobralo. No, mimo jezika, ki je danes cel dan osrednja tema, pa še nekaj dodam, pripomba ob najavi našega programa, ki sem jo dobil po elektronski pošti in potem po navadni še, da k identiteti poleg jezika sodijo tudi simboli. Recimo ena je naša državna himna, ali danes smo poslušali tudi himno Svetovnega slovenskega kongresa. Pri državni himni je znana ta dilema, da kitica, ki jo prepevamo, je, če sem malce ciničen, z vsem spoštovanjem do Vsebine in Prešerna, je v bistvu alternativa Internacionale. Tam Slovencev, pa slovenskega naroda, tistih kitic, ki jih je Prešeren napisal, ni. In o tem lahko tudi razpravljamo. Kot lahko razpravljamo o enem elementu identitete, o slovenskem grbu ali zastavi. In tu sem dobil že predlog oziroma pripombo udeleženca, ki se danes ne more udeležiti, Tomaža Švagla, da ga poznate kot nekdanjega novinarja pri Delu za znanost. On predlaga takole slovensko zastavo, da jo ne bojo mešali s slovaško ali pa z rusko. Razlika je v debelini teh trkov, zvezda je taka, tudi grb bi malo spremenil in embleme. Torej, imamo še kaj poleg jezika, ki nas identificira. Sam, če sem kdaj že
teoretiziral, sem rekel, da se identificiram per negacionem, kot je danes že bilo omenjeno, se večkrat z svojo distanco, različnostjo do ostalih identificiramo. Zdaj bi pa prišli kar k našim uvodničarjem oziroma članom tega omizja. Tako kot je bilo v vabilu napisano, v glavnem se je držalo abecede. Najprej bi bil Martin Brecelj, ki ga bom vseeno zelo na kratko še predstavil, kajti imamo srečo, da je ta naš panel sestavljen tako, da imamo ljudi res iz geografsko razprostranjene in iz Slovenije, in iz Koroške, in iz primorskega dela, in iz Argentine, pri čemer je ta naša gostja, udeleženka iz Argentine, še dodatna vrednost, ker izhaja iz tega, ker smo se že pogovarjali, iz okolja, kjer slovenščina ni doma in kjer, če bi še Severno Ameriko pritegnili, velja za Slovence tudi tisto, kar je bilo nekje napisano, thank God I'm Slovenian. Torej, ne govorim slovensko, ampak se zavedam, da sem Slovenec. Še nekaj, kljub vsemu, ker sem rekel, da bom kratek. Zadnjim stavkom Dejana, ki je tamle, se lahko strinjam, da nam nikoli še ni bilo boljš, kot nam je sedaj, ampak druga plat je pa ta, da že 20 let opozarjam, da nikjer ne poznam nobene države, kjer bi Slovenci in v procentih in v številkah tako hitro izginjali kot v Republiki Sloveniji v času po osamosvojitvi. Slovenci tisti, ki se priznavajo za Slovence, ki se izrekajo za Slovence. O razlogih in o dinamiki in številkah lahko pozneje kdaj govorimo. Ne upamo si pa tega niti več statistično ugotavljati. Statistika ne popisuje več narodne pripadnosti, ne popisuje več maternega jezika prebivalcev. Zdaj pa res k Martinu Brecelj pravim, da smo reprezentativno sestavljeni. On je tudi rojen v Argentini, ker je osnovno šolanje opravil, maturiral je pa že v Trstu, poučeval tudi v Trstu, zlasti pa potem bil do upokojitve urednik, časnikar pri Primorskem dnevniku, najdlje bil je politično aktiven ali družbeno aktiven in lokalno, recimo bil je podžupan v občini Devinna Brežina, bil je pokrajinski in deželni tajnik slovenske skupnosti kot zbirne stranke, je avtor kot zgodovinske publikacije, v glavnem je po izobrazbi filozof, ampak disertacijo je delal pa o, moram prevesti, o Dušanu Perjevcu, njegovi filozofiji. Tisto, kar je pa najbolj znano, morda je pa to, da je raziskal ta politični umor oziroma anatomijo političnega zločina, trojni umor v Roseti v ulici v Trstu marca 1944, to znano, ker je v eni knjigi, potem še drugi o polemiki, ki se ob tem razvila, pa recimo, da je z veliko verjetnostjo dokazal, da je bilo to delo preprosto VOS-a, ne kakšnih drugih sil, ker je pa še najnovejše pa, da je od letos postal predsednik Društva slovenskih izobražencev v Trstu, funkcija, ki je aktivna, čeprav je zdaj upokojenec. Martin, prosim. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni. Razmerje med slovenskim jezikom in slovensko identiteto lahko po mojem motrimo
na individualni ali na kolektivni ravni. Eno je povezano z drugim, to da nerazlikovanje med obojim lahko privede do nesporazumov. Na individualni ravni je zveza med slovenskim jezikom in slovensko identiteto omejena in pogojna. Če nekdo pozna slovenski jezik, ni nujno Slovenec. V šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji se učijo tudi neslovenci. Sicer pa dobro vemo, da kdor govori nemško, ni nujno Nemec, kdor govori francosko, ni nujno Francoz in tako dalje, ter da poligloti ne pripadajo nujno vsem narodom, katerih jezike govorijo. Še več, smemo celo trditi, da če je nekdo Slovenec, ne obvlada nujno slovenščine, vsaj dobro ne. Slovenci v Italiji poznamo na primer pojav deasimilacije. So pač ljudje, ki imajo slovenske prednike in se izdajajo za Slovence, pošiljajo svoje otroke v slovenske šole in podobno, a znajo spregovoriti le kako besedo po slovensko. Pri nekaterih drugih narodih so takšni primeri pogostejši, recimo pri Judih in Ircih. Koliko Ircev danes pozna gaelski jezik, ki velja za pravo irščino? Drugače je, če se vprašamo, ali bi bilo prav, da Slovenec pozna slovenski jezik. V tem primeru je odgovor pritrdilen. A to, kar naj bi bilo, ni isto kot to, kar je. Pri določanju narodne pripadnosti moramo upoštevati oboje. Saj človek pripada nekemu narodu le, če to tudi hoče, kakor je poudarjal Ernest Renan. Zaradi tega nekdo lahko izgubi svojo narodno pripadnost ali jo pridobi po lastni odločitvi. V resnici zgolj odločitev ni dovolj, kakor poudarjajo tudi naši raziskovalci in misleci, recimo Vinko Brumen, Dušan Pirjevec, Emidi Sušič, Danilo Sedmak in drugi. K temu se bom povrnil ob koncu tega svojega prispevka. Naj preskočim zdaj na kolektivno raven, se pravi na raven slovenskega naroda oziroma slovenske nacije, kar smo Slovenci v polnem pomenu postali z osamosvojitvijo Slovenije. V tem primeru je zveza med slovenskim jezikom in slovensko identiteto veliko tesnejša. Če nek narod občuje v slovenščini, potem gre za slovenski narod. Pa tudi obratno je res. Slovenski narod ima slovenščino za narodni jezik, za slovensko državo je slovenščina uradni jezik. Slovenščina postane tako simbol slovenskega naroda. Kjer je slovenščina v javni rabi, tam je prisotnost slovenskega naroda priznana. To posebno dobro vemo pripadniki slovenskih narodnih manjšin. Sicer pa slovenščina ni zgolj simbol slovenskega naroda, kakor sta recimo slovenska zastava ali pa slovenska himna. Slovenščina je pač jezik, v katerem Slovenci praviloma občujemo ali komuniciramo med seboj, je torej konstitutivni element našega narodnega občestva ali skupnosti. Zaradi tega smo Slovenci dolžni gojiti slovenski jezik, kolikor pač hočemo skrbeti zase. Toda po drugi strani slovenski jezik daje bolj obliko kot vsebino slovenski narodni identiteti. Vsebina slovenske narodne identitete je torej nekaj drugega. Kaj natančno? V filozofiji poznamo dve temeljni definiciji identiteti. Po eni strani je Aristotel učil, da so stvari identične v istem smislu, v kakršnem so eno.
čez da so identične, kadar je ena sama njihova substanca, lahko bi rekli njihova struktura. Po drugi strani pa je Leibniz trdil, da so identične tiste stvari, ki se morajo medsebojno nadomeščati, salva veritate. Lahko bi rekli, kadar opravljajo isto funkcijo ali isto vlogo. Pri določanju identitete realnih stvari moramo upoštevati oba ta vidika. Struktura naroda je njegova kulturna tradicija, se pravi je tisto življenjsko znanje, ki ga narod premore in ki ga vsakokratno obogatenega izroča iz roda v rod. Funkcija naroda pa je njegovo življenjsko poslanstvo ali vloga, ki jo odigrava, praviloma izhajajoč iz svoje kulturne tradicije. To dvoje je vsebina, ki jo izraža narodni jezik. Vse troje, torej tudi jezik, pa je med seboj povezano in tvori identiteto nekega naroda. Če smo Slovenci kot pripadniki vsakega naroda dolžni skrbeti za svoj jezik, pa moramo nič manj skrbeti za svojo narodno vsebino, če naj tako rečem. Moramo torej skrbeti za bogatenje in prenašanje svojega življenjskega znanja ali kulturne tradicije, kakor tudi za določanje in uresničevanje svojega narodnega poslanstva. Žal imamo Slovenci nekaj resnih problemov z tega vidika, saj se zaradi težke preteklosti med seboj ne sprejemamo v celoti, kar hočeš nočeš megli naš pogled v prihodnost in hromi naše narodno življenje. Prejle sem omenil, kako tesno je slovenski jezik povezan s slovenskim narodom. Takšne tesne povezave ne najdemo pri vseh narodih. Tako so na primer angleščina, španščina in arabščina narodni jeziki ne samo enega, ampak več narodov. Ti jeziki so povrh mednarodni ali celo svetovni jeziki, saj se v njih pogosto sporazumevajo pripadniki različnih narodov. Slovenščina pa ni svetovni jezik in jo smemo imeti za mednarodni jezik le v zelo omejenem obsegu. Kdor se uči slovenski jezik, se posledično že s tem posebno približa slovenskemu narodu. Vzemimo primer otrok iz neslovenskih družin, ki hodijo v šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Najmanj, kar smemo reči, je, da ti otroci in njihove družine hočejo imeti dobrososedske odnose s Slovenci. Neredko pa postanejo vsaj do neke mere tudi del slovenske manjšine ter posredno slovenskega naroda. Seveda ni nujno, da v ekskluzivističnem smislu. Zlasti na narodno mešanih območjih je narodna pripadnost lahko tudi delna ali pluralna, bolj ali manj intenzivna. Pomislimo na pojav narodno mešanih družin. Tu praviloma ne more in pravzaprav niti ne sme veljati izključevalna logika auta, ampak mora veljati vključevalnega et-eta. Seveda je to mogoče zlasti v razmerah mirnega sožitja med zadevnimi narodi. Konfliktni odnosi pač favorizirajo ekskluzivistične oblike narodne pripadnosti. V interesu slovenskih manjšin in sploh Slovencev je, da sprejemamo narodnostno približevanje ljudi različnega porekla k slovenstvu. To že zaradi svojega demografskega preživetja. Zato je v slovenskem narodnem interesu, po mojem, da pospešujemo poučevanje slovenščine pri neslovencih.
Če hočemo biti res privlačni za druge, pa se ne smemo ustaviti pri jeziku. Zanimivi moramo biti tudi in predvsem z vsebinskega vidika, se pravi zaradi svoje kulturne tradicije in zaradi svojega poslanstva. Seveda bomo toliko bolj vključevalni, kolikor bolj bomo tudi sami sebe sprejemali, kjer se, kot že rečeno, včasih zatika. Po drugi strani pa je res, da kdor hoče biti Slovenec, je dolžan to svojo opredelitev tudi stvarno živeti, se pravi, je dolžan osvojiti slovenski jezik, a tudi slovensko kulturno tradicijo in poslanstvo. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Gremo kar naprej k našemu drugemu gostu ali govorniku. Dr. Janez Dular je v tej publiki verjetno znan oziroma najbolj poznan jezikoslovec, politik, urednik v vseh teh svojih funkcijah. Doktoriral je iz slavistike v Ljubljani, nekaj časa je bil tudi docent za slovenski knjižni jezik in stilistiko, drugače pa aktiven še preden je postal leta 90 prvi slovenski minister za vprašanje Slovencem po svetu. In pozneje tudi leta 96 minister za kulturo, torej dve področji, ki sta zelo povezani z današnjo okroglo mizo. Bil je glavni urednik Celjske Mohorjeve družbe in še ena stvar zelo povezana z današnjim posvetom, bil je direktor Urada Vlade Republike za slovenski jezik oziroma potem sektorja za slovenski jezik. Je pripravil prvi osnutek zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika in potem 2004 predlog prvega nacionalnega programa za jezikovno politiko. Danes smo še slišali oziroma ste zasledili v medijih, da je včeraj vlada sprejela predlog novele zakona o javni rabi slovenščine. Strokovno je bil aktiven pri pripravljanju slovenskega pravopisa in še vrste in pravil pravopisnih, učbeniških kompletov, torej na vsak način kot strokovnjak, slavist in kot aktiven družbeni delavec, da ne bom rekel politik in urednik, nadvse kvalificiran, zato ker smo v tej okrogli mizi skušali združiti in ljudi, ki so močno teoretično podkovani in praktiki. Naj še nekaj rečem, želja je bila, da kakšen optimističen napotek ali zaključek za našo celotno posvetovanje formuliramo. Janez je pripravil tudi izročke, ki ste jih verjetno lahko dobili, povzetek svojih tehle izvajanj, ki jih pričakujemo, in mislim, da bodo organizatorji veseli, če bo profesor Brecelj tudi jim poslal tole za objavo, čeprav snemajo, ampak to, ki ima lepo pripravljeno. Janez, prosim. Lepa hvala. Naša tematika je bila v preteklosti že večkrat obravnavana in je očitno aktualna tudi danes. Je nekako v zraku. Iz najnovejšega časa naj omenim, poleg tega, kar je bilo že omenjeno, zadnjo številko revije Sodobnost, kjer ima Peršak obsežen uvodnik z naslovom Jezik, kultura, narod, država, in naj omenim današnje delo, kjer je obsežen prispevek o novelizaciji zakona o javni rabi slovenščine, ob razmahu slovenščine rabe slovenščine v digitalizaciji. Skratka, zadeva je živa. Ampak
če se zdi potrebno z vprašanjem rabe in statusa jezika v slovenski narodni identiteti toliko ukvarjati, se o tem vpraševati, to pomeni, da ne gre za samoumeven in neproblematičen pojav, temveč imamo opraviti s problemom. Beseda problem je bila danes v tej zvezi že večkrat omenjena. Da se v svojem prispevku ne bi trudil z obnavljanjem in razčlenjevanjem jezikovnih in drugih aspektov, ki sta jih razgrnila uvodna predavatelja, ali pa navajati številnih sistemskih ekscesov, ki povzročajo zaskrbljenost, sem se odločil za poskus jezikovne provokacije, ki ga danes omogoča umetna inteligenca. Priložnost za preskus delovanja slovitega programa ChatGPT, tudi v slovenščini, tega smo zelo veseli in dobro je, da se zavedamo, da je slovenščina tako rekoč hkrati z vsemi drugimi svetovnimi jeziki takoj na začetku te možnosti tega programa vstopila in se lahko uporablja. V tem programu Chat sem naročil spis na temo slovenska narodna identiteta kot problem in prejel odgovor. Ta odgovor v uvodni razlagi pojma narodna identiteta postavlja seveda na prvo mesto jezik. Potem pa v nadaljevanju namenja poslednje 3 odstavke svojega spisa negativnim aspektom narodne identitete, ker ta lahko vodi do nacionalizma, etnocentrizma, konfliktnosti, predsodkov, stereotipov, občutka negotovosti in podobno. Konkretnih primerov za te pojave v slovenskem jezikovnem okolju ni navedla. Po tem negativističnem jedru odgovora je v zadnjem odstavku vendarle poudarila, da narodna identiteta sama po sebi ni problem, temveč sta spoštovanja lastne kulture in jezika pomembna za ohranjanje raznolikosti in bogatstva sveta. Če se seveda identiteta ne izraža na način, ki bi škodoval drugim ali spodbujal sovraštvo. Morda bi kdo rekel, da je večinoma negativistično obravnavanje narodne identitete v tem spisu pač v duhu ideologije oziroma indoktrinacije, ki so jo algoritmu Chat vcepili njegovi ameriški programerji. Morda pa sem tak negativistični odgovor sugeriral programu jaz sam, ker sem pojem narodna identiteta v navodilu neprevidno, pavšalno povezal samo z besedo problem, ne da bi posebej nakazal, da kot problem ne razumem samo premočno poudarjene identitete, temveč tudi prešibko ugašajočo identiteto. Beseda problem ima namreč v slovarju slovenskega knjižnega jezika takele razlage, če skrčim. Problem nejasno, nezaželeno, težko rešljivo, težava, skrb. To je problem. To je narodna identiteta. Zaradi tako pavšalno formuliranega vprašanja, ki sem ga postavil, mi je postalo pred umetno inteligenco kar mnogo, čeprav ne okrcala. Zato sem pogovor s programom kar končal in se šele pozneje dogovoril z drugim človekom, naj svojega drugega elektronskega naslova postavi programu usporedno, ustrezneje vprašanje s problemom prešibke narodne identitete. Njegovo vprašanje se je glasilo, kaj se lahko zgodi narodu s šibko identiteto in samozavestjo ob gospodarsko ali politično dominantnih sosedih. Program je navedel 5 možnih negativnih
posledic šibke oziroma prešibke identitete. In sicer kulturno asimilacijo naroda, gospodarsko odvisnost, izkoriščanje, politiko vplivanja v korist tujih političnih usmeritev, socialne nemire zaradi občutka jezikovne in druge ogroženosti, izguba motivacije, brezbrižnost do lastnih ciljev in razvoja. Odgovor ni navedel konkretnih primerov spet za take pojave v slovenskem okolju. Končal pa se je takole: nekateri narodi s šibko identiteto in samozavestjo so uspeli ohraniti svojo kulturo in identiteto v okolju dominantnih sosedov, medtem ko so se drugi soočili s težavami. S tem odgovorom spet nisem bil čisto zadovoljen, ker v bistvu zoženo sledil sugestivnemu vprašanju za nasprotno skrajnost kakor prvotno vprašanje. Ker bi rad dobil torej celovito sintezo obeh aspektov problema, torej na eni strani samoumevno premočno izražena identiteta in na drugi strani sugerirana prešibka identiteta, sem programu sam postavil dodatno vprašanje. Ali lahko obnoviš svoj prvotni odgovor na moje vprašanje o narodni identiteti kot problemu pri narodu s šibko identiteto ob gospodarsko in drugače dominantnih sosedih? Zdaj vidim, da je tudi to moje vprašanje neustrezno, ker ne meri na lastno odgovornost za prešibko ali pa premočno izraženost identitete kot take, temveč alibično ostaja pri problemu dominantnih sosedov, kot da so oni krivi. No, če je ta moj spodrsljaj prezrl, po drugi strani pa je moje navodilo, naj obnovi svoj odgovor na moje vprašanje, spretno preformuliral v vam bom ponovno odgovoril na vaše vprašanje. Obnoviti odgovor ni isto kot ponovno odgovoriti. In res ni v tej sklepni sintezi njegovi ničesar več o premočni identiteti kot problemu in negativnih posledicah, temveč program priporoča celosten pristop za reševanje problema šibke narodne identitete. Pomembno je spodbujati in negovati kulturno in jezikovno dediščino naroda ter zagotoviti izobraževanje o lastni zgodovini in tradiciji, prav tako je ključno zagotoviti enake priložnosti za ekonomski razvoj in krepitev institucij naroda. Vzdrževanje odprtega dialoga med narodi in spoštovanje raznolikosti in enakopravnosti lahko pripomorejo k ustvarjanju harmoničnih mednarodnih odnosov, ker se lahko narodi učijo drug od drugega. S tem pristopom se lahko samo strinjamo, vendar nam umetna inteligenca v vseh teh treh vprašanjih oziroma odgovorih ni razodela česa res novega o jeziku v slovenski narodni identiteti. Meni pa se je razodelo, da je treba pri teh zadevah zelo samokritično uporabljati besede. Tudi pri formulaciji, oziroma predvsem pri formulaciji vprašanja. Če je vprašanje neustrezno formulirano, odgovor ne more biti ustrezen. In če to kažejo moji trije poskusi virtualnega sporazumevanja z umetno inteligenco, velja toliko bolj za sporazumevanje z naravno inteligenco pri spopadanju navzkrižnih interesov v realnih jezikovno-političnih razmerah. Se je iz neustrezno postavljenih vprašanj in odgovorov marsikdaj očitno, da se ne moremo, ne znamo ali nočemo prav razumeti. Kot primer lahko za konec omenim dolgotrajno slepomišanje ob nezaslišanem zapostavljanju slovenščine na področju digitalizacije. To, kar je bilo omenjeno,
in kar se, kot sem omenil, prav danes tudi v delu obravnava ob začetku javne razprave o novelizaciji zakona o javni rabi slovenščine. Hvala. Hvala lepa. Že v tistem povzetku biografije dr. Dularja sem tudi njegove funkcije operativne, bi rekel, pri obrambi slovenskega jezika navedel, tako da pričakujem, da boš v tej diskusiji v obravnavi zakonske novele, slišal sem v radiju, da bo do konca julija, torej samo en mesec, da boš sodeloval. Ne vem, če vas je te veterane z urada ministrstvo kaj povabilo k sodelovanju. Res si samo omenil tudi tisti škandal, ko vodji niso podaljšali mandata pred mesecem ali pod drugim mesecem, zato ker se je upal v državnem zboru zagovarjati stališče, ki je reklo, da že obstoječe zakonske določbe obvezujejo podjetja, ki to ponudbo elektronsko v tujih jezikih v Sloveniji prodajajo, da bi se jih dalo disciplinirati. No, v redu, upam, da se bo to razpletlo ugodno. In to bi lahko bil tudi eden od sklepov ali pobud današnjega sestanka, da sodelujemo pazljivo pri obravnavi te zakonske novele, čeprav bo počitniški čas. Naslednja naša govornica je tudi jezikoslovka, docentka dr. Nataša Gliha Komac, sociolingvistka, zaposlena je sedaj kot namestnica vodje na Inštitutu Frana Ramovša za slovenski jezik. Tisto, kar smo danes že slišali, opravlja precej poleg globokega analitičnega raziskovalnega dela tudi tisto mukotrpno, neslavno leksikografsko nadrobno delo, na katerem pa temeljijo vsi te slovarji Fran in še vrsta drugih slovarjev, ki tam v znanstveno-raziskovalnem centru nastajajo, in Nataša je pri njih sodelovala že pol drugo desetletje, nekaj takega. Je tudi avtorica ali pa soavtorica par knjižnih monografij, poleg teh slovarskih del, kar naj pa posebej še tudi v praksi veže njena terenska dejavnost. Je predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika v Kanalski dolini, kjer je jezikovna situacija spet ena posebna, obrobna, ni samo dvojezična, je trojezična ali pa še štirijezična, če furlane zraven štejemo. In ima še Nataša še mednarodno funkcijo, zelo pomembno, da je članica odbora strokovnjakov za Evropsko listino za regionalne in manjšinske jezike pri Svetu Evrope. To je eden od dveh mehanizmov evropskih, ki kolikor toliko ščitijo ali normirajo manjšinsko zaščito v Evropi. Drugi je okvirna konvencija za varstvo manjšin. Ja, in tudi sama, vidim, je članica delovne skupine za pripravo strategije jezikovnega izobraževanja do leta 2030. Tako da na vsak način imamo in teoretično in praktično močno kvalificirano sogovornico. Nataša, prosim. Hvala. Moj današnji poseg bo morda nekoliko različen od drugih, in sicer
po razmisleku in krizi lastne identitete, v kakšni vlogi pravzaprav danes nastopam in kako naj predstavim svoj pogled, sem se odločila predvsem za zgodbo o svoji empirični, praktični izkušnji, zgodbo o tem, kako pravzaprav sem ena tistih srečnic, ki lahko začne svoj dan z mislijo, da sem vesela, da sem zadovoljna, da sem srečna, da sem Slovenka in da imam priložnost, da lahko govorim o slovenskem jeziku, v slovenskem jeziku in ne samo to, da lahko ta jezik tudi raziskujem in skušam vsaj po svojem vedenju, znanju, močeh tudi kaj dobrega narediti tako za slovensko skupnost, kot tudi za slovenski jezik, oziroma, če rečem še nekoliko drugače, za slovensko jezikovno skupnost. In pravzaprav sem iz leta v leto bolj prepričana, da če bi vsi tisti, ki živimo in delujemo zlasti v Republiki Sloveniji in v njenem imenu, začeli dan tudi nekako bolj optimistično in s to mislijo na odgovornost, ki jo pravzaprav tudi kot uporabniki, kot nosilci znanja slovenskega jezika, pri čemer mislim, da mora sleherni govorec v slovenskem prostoru pravzaprav razpolagati tudi znani drugega jezika, ampak če bi se zavedali odgovornosti do lastnega jezika, da bi že naredili pomemben korak tudi k bolj premišljeni in zavestni izbiri in rabi slovenske besede in njene podobe. Samozavest in pozitivna samopodoba zagotovo odpirata vrata, a nas hkrati postavljata pred skušnjavo neznosne lahkosti jezikovnih izbir. Pa naj gre za izbiranje med rabo različnih jezikov, tako doma, v sosednjih državah ali na evropskem parketu, ali zgolj za neskrbnost pri izbiranju ustrezne različice slovenskega jezika, primerne konkretnemu govornemu položaju. Jezik nam služi kot sredstvo za sporazumevanje, a hkrati tudi za izražanje samih sebe. Naj tu opomnim samo na nedavno premiero filma Andrine Mračnikar Izginjanje, kjer uveljavljena režiserka slovenske Koroške, slovenskih korenin pove, da lahko svojemu sinu najbolj pristno in doživeto pove, da ga ima rada le v slovenščini. Jezik nam tako služi za sporočanje svojih najintimnejših občutij, videnj in razumevanja aktualnega sveta, a hkrati prav prek jezika dojemamo tudi druge in svet, ki nas obkroža. A nimamo vsi takšne sreče in razkošja, da lahko z besedami, ki nas jih naučijo oziroma v katerih spregovorimo v najzgodnejšem otroštvu s svojimi najbližjimi, da lahko kadarkoli samozavestno in suvereno izrazimo svojo misel. Nimamo vsi takšne sreče, da bi jih lahko kadarkoli uporabljali ali da jih sploh poznamo. Osebno me misel o izbiranju jezikov tako tudi raziskovalno, pravzaprav o možnosti njihovega izbiranja in preklapljanja spremlja že od malih nog. Morda ta del moje zgodbe še najboljše ponazori razmišljanje, ki sem ga nekoč, zdaj že pred 20 in več leti zapisala v eni od monografij. Še kot deklica, ki je rasla na nikogaršnji zemlji med dvema mejnima prehodoma ob jugoslovansko-italijanski državni meji pod budnim očesom jugoslovanskih graničarjev ter jugoslovanske in italijanske obmejne policije in carine, sem se spraševala, zakaj ljudje okoli mene tako različno govorijo. Mami štajersko, tata slovensko in italijansko, nona po naše, slovensko, nemško in italijansko. Vozniki, ki so prek mednarodnega mejnega prehoda potovali k morju v čudnih, meni neznanih jezikih. Na jugoslovanski carini, eden srbsko, drugi hrvaško ali albansko, na italijanski strani italijansko. A tudi tam so nekateri Sicilijani
pevali, očetov znanec je govoril furlansko, sodelavec rezijansko. Jezikovna mešanica me je vedno navduševala in prav imenitno je bilo znati vsakega nekaj. Potem si lahko spremljal dogajanje in razumel skrivnosti, ki morda niso bile namenjene tvojim ušesom, še več, ki so se prenašale prek meje in so si jih še cariniki in policaji samo šepetali. Sredi takšnega jezikovnega dogajanja in pretakanja otrok posluša, mimo grede usvaja, oponaša, se uči različna jezikovna znanja in spretnosti, ter hkrati se uči, kako živeti v Babilonu. Ta otrok je potem zrasel, vprašanja iz zgodnjega otroštva so še vedno aktualna. Zakaj danes ljudje okoli mene govorijo drugače? Zakaj moja mama govori po štajersko? Zakaj brat še vedno ne zna po naše? Zakaj doma govorimo slovensko, s prijatelji po naše, s tistimi, ki so iz Tolmina in še dlje slovensko? Ko sem se kot maturantka odločala za študij slovenščine in sociologije, sem verjela, da bom po končanem študiju razkrila skrivnost. A pričakale so me samo nove izkušnje, vrsta vprašanj in nadaljnji študij, ki pa res odpira vrata, bistri misli, a hkrati vedno znova in znova zastavlja vprašanje. Še študentko me je pot zanesla v bližnjo Kanalsko dolino, tja čez, na drugo stran meje, kamor si takrat v mojih mladosti lahko šel le s propustnico, kjer je delal moj oče in kamor se je mama nekoč bala z avtom. Tja, kjer ljudje spontano govorijo 4 jezike, a rečejo, da so Korošci, da so Kanalci. Tudi slovensko, čeprav živijo v Italiji. A tam sem hitro spoznala, da jezikovne izbire niso tako zelo spontane in naključne, da so velikokrat rezultat zelo premišljenih jezikovnih izbir. Pozneje sem leta 1996 pod okriljem Slovenskega kulturnega središča Planika začela nazbirati prve izkušnje s poučevanjem slovenščine na izbirnih tečajih za najmlajše pri šolskih sestrah ter nato nadaljevala s poukom starejših, se počasi vključevala vso ustvarjanje tamkajšnjega kulturnega življenja in raziskovanja življenja in zlasti jezikovnih praks tamkajšnje jezikovne skupnosti. Počasi sem se vpeljala v delo in pridobivala izkušnje, se seznanjala z družinskimi zgodbami, z dolinsko situacijo, z ničkolikokrat bolečimi političnimi odločitvami, ki so neizprosno zarezale v usodo dolinskega prebivalstva, zlasti tistega slovensko govorečega. Ko se danes po slabih 30 letih oziram nazaj, marsikaj drugače vidim in razumem. Čeprav spoznanja niso nič manj boleča. Letos spomladi smo pod okriljem Slovenskega raziskovalnega inštituta v Italiji, SLORI, pri Slovenskem kulturnem središču s Planika in s podporo našega inštituta za slovenski jezik pri ZRC SAZU ponovili raziskavo o jezikovnih znanjih in praksah med starševsko in učiteljsko populacijo šolajoče se dolinske mladine, se pravi mladine v Kanalski dolini. Prav ta teden smo dobili rezultate in bojim se začeti z analizo. Slovensko govoreči domačini odhajajo. Če smo še uspešno vladili vlak osamosvojitve Slovenije, nam je skoraj gotovo pozneje odpeljal vlak s priložnostmi, ki jih je odprl vstop Slovenije v Evropsko unijo. Dolinski društvi se v zadnjih letih aktivno trudita po svojih močeh in sposobnostih, a prepričana sem, da lokalna slovenska skupnost zelo potrebuje pomoč. Jeseni v dolinskih šolah z eksperimentalnim modelom večjezičnega poučevanja, ki ga je odobrilo tudi italijansko ministrstvo. Upam, da bo tokrat tudi naša širša slovenska skupnost zmogla premišljeno in sistematično pristopiti k razreševanju situacije, saj sama dolinska skupnost tega koraka ne bo zmogla. Saj, kot vemo, in smo na primer lahko prebrali tudi včerajšnji odlični delovi kolumni kolege Kozme Ahačiča, šola zraste in pade tudi z dobrim učiteljem. Omenjena raziskava nam bo povedala, kako so starši ocenili dosedanje poučevanje slovenskega jezika v šoli,
Še bolj pa bodo povedna njihova stališča in zanimanja za nadaljnje poučevanje slovenskega jezika v Kanalski dolini. A da ne bom predolga. Vsem uporabnikom in uporabnicam slovenskega jezika v Sloveniji, v sosednjih državah in po svetu želim tako priložnosti in možnosti za rabo, kot tudi potrebne jezikovne samozavesti, pozitivne samopodobe in seveda tudi jezikovnega znanja. Za vse to pa smo soodgovorni vsi, še zlasti tisti, ki pripravljamo na eni strani temeljne jezikovne opise in priročnike, kot tudi tisti, ki usmerjajo in uresničujejo smernice, ki so pravzaprav zapisane v vseh naših temeljnih zakonskih aktih, začenši z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o javni rabi slovenščine, kot smo danes že slišali, ki pač skratka je včeraj stopil v javno razpravo, pa tudi v različnih mednarodnih dokumentih in pogodbah, ki težijo k ohranjanju jezikovne raznolikosti. Pri tem pa ne smemo pozabiti, raznolikost našega sveta, jezikovno dediščino in tradicijo Evrope ter širše, če povem bolj v duhu jezikovne politike, torej k skrbi za uveljavljanje temeljnih vrednot sobivanja v Evropski skupnosti, to je kulturnega pluralizma in jezikovne raznolikosti kot neprecenljive dediščine evropskih narodov in ljudstev v duhu demokratičnih načel, človekovih pravic in vladavine prava, pripomoremo tudi z ohranjanjem in razvijanjem znanja in rabe slovenskega jezika. Ponosni na to, kar smo, da smo. Hvala. Hvala, takole zaokrožujemo to naše razglabljanje o jeziku kot temelju slovenske narodne identitete. Naslednja je koroška gostja, magistra Martina Piko Rustja, slovenistka in etnologinja. Od leta 1997 je znanstvena vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu. Z njo se najbolj intenzivno srečujeva, bi rekel, glede na moje raziskovalno področje ali preteklo in še sedanjo aktivistično. In ta dejavnost Slovenskega narodopisnega inštituta ima zelo praktične rezultate. Sem mislil, da bo Martina ima tam seboj kaj pokazala, ker se splača pogledati. No, zlasti gre za to, da so sistematično v povezavi tudi z društvi na Koroškem evidentirali in potem uspeli, da so izdali vrsto, zdaj se okoli 10, se bo sama povedala, zemljevidov občinskih z ledinskimi in hišnimi imeni slovenskimi, ki so seveda na Južnem Koroškem prevladujoča. To je bil daljši proces, da je bilo to uveljavljeno. In seveda Martinina zasluga in njenih sodelavcev, ampak predvsem njena je, da so ta imena, da je ta slovenska nesnovna kulturna dediščina na Koroškem prišla v UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine v Avstriji. Martina je za to svoje delo prejela leta 2012 tudi Murkovo priznanje Slovenskega etnološkega društva. Naj še to povem, dodam, da vsi dosedanji govorci, omenjali smo, da je Martin bil poklicni tudi publicist, ampak zlasti Janez in Nataša v tej hiši, pri družini ali pa revijah, ki jih družina izdaja, sta precej redna kolumnista ali urednika, Martina pa seveda tudi objavlja. Izvoli, Martina. Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o slovenski
narodni identiteti, o slovenskem jeziku kot temelju slovenske narodne identitete. Hkrati je pa tudi identiteta temelj jezikovne zavesti in kulturne zavesti, slovenske kulturne zavesti, kajti če te identitete ni, tudi ni zavesti, da je treba gojiti in ohranjati slovenski jezik, kar pa je ključno za ohranjanje in tudi razvoj slovenskih manjšin v zamestu in tudi po svetu. Če je vse to skupaj v sozvočju, lahko pripadnik manjšine samozavestno v svojem jeziku živi dokaj normalno življenje, ustvarja v svojem jeziku in je tudi v pozitivni koeksistenci z večinskim jezikom. Torej, jezikovna zavest, kulturna zavest in narodna zavest so ključni za razvoj in ohranjanje slovenskega jezika kot manjšinskega jezika. Jaz se bom osredotočila predvsem na vprašanje, kako je z narodno, kulturno in jezikovno zavestjo danes na Koroškem. Vemo, da je na Koroškem bil v 20. stoletju hud pritisk na slovensko manjšino, ki traja pravzaprav vse do leta 1991 do osamosvojitve Slovenije. Od takrat naprej je zaznaven pozitiven družbeni razvoj, ki pravzaprav postaja vedno boljši. Na Koroškem tudi sledimo procesu deasimilacije, to se pravi, da se tudi nekateri že zavedajo svojega prejšnjega pozabljenega družinskega jezika. Imamo vedno večje število otrok tudi iz neslovenskih družin, ne samo nemških, tudi iz drugih priseljenih družin, ki se vključujejo v naše vrtce, šole in izobraževalni sistem. Prihajajo tudi dijakinje in dijaki iz Slovenije, veliko število se tudi naseljuje v Celovcu in v drugih krajih iz Slovenije in pošilja potem tudi otroke v naš izobraževalni sistem. To se pravi, da je družba zdaj popolnoma drugačna, kot je bila še v 20. stoletju. In ko sem s sinom govorila enkrat o tem, kako smo mi, naša generacija, doživljali slovenstvo in kako on to zdaj doživlja, smo pač povedala, da so nas pljuvali, tepli, bili smo izpostavljeni, ko smo hodili v slovensko gimnazijo. In on je rekel, ja, vam je bilo pa lahko, tako pod narekovaj, ker ste se vi morali čisto vsak dan opredeliti in čisto vsak dan zavedati, kaj ste, nam to ni treba. In predvsem je imel tudi težave kot predsednik kluba koroških študentov, kako vključiti mlade, kako tudi razpravljati o tej identiteti, ki jo imajo zdaj mladi. Lahko bi rekli, da je manjšina postala skozi to, da se ne tako močno opredeljujemo, bolj neoprijemljiva, bolj fluidna, kot pravimo zdaj z moderno besedo. Zato so pa tudi izzivi povsem drugi, kot so bili še v 20. stoletju, kjer je pravzaprav bil najhujši izziv ta, da si mogel otroke pripraviti na to, da vse te pritiske zdržijo in da ne odnesejo čim večje škode od tega, kajti škodo smo odnesli od tega vsi, ta naša generacija, pa tudi prejšnje generacije, ki so imele še hujše pritiske pa posledice. V zadnjih letih je Krščanska kulturna zveza izvajala iniciativo Slovenščina v družini, kajti zavedamo se, da je temelj za ohranjanje in pa tudi za usvajanje jezika v družini. Predvsem smo skušali nagovoriti mlade pare,
dvojezične pare, torej dvojezične družine, da se zavedajo vsega jezikovnega kapitala, ki ga imajo v družinah. Predvsem smo tudi opozarjali, da naj tisti, ki imajo doma še stare starše, ki govorijo slovensko, te vključijo v proces učenja slovenskega jezika pri vnukih, če tudi s svojimi lastnimi otroki niso govorili slovensko. In opažamo, da je to zelo težko, da nekateri še vedno niso preboleli travm, drugi ta preskok ne premorejo. Vsekakor pa poskušamo, da le dosežemo to, da se nekateri potem čisto zavestno za to odločijo in potem tudi podpirajo pouk slovenščine v šoli. Posebej morda bi izpostavila Ziljo, kjer je slovensko narečje najbolj ogroženo. Mi smo v zadnjih letih tam dokumentirali slovenska ledinska in hišna imena do Šmohorja in nismo vedeli, ali bomo našli informante, sogovorce, ki govorijo slovensko, in našli smo jih ogromno in včasih eden za drugega niso več vedeli, da še govorijo slovensko. Tu so se odprli in bil je prav zanimiv proces, ko smo tudi opazili, kakšen pozitiven odnos imajo do slovenščine, kako jih to spominja na otroštvo, s kakšnim veseljem tudi sodelujejo pri tem projektu in kako jim je žal, da vejo, da bo jezik izginil. In čeprav to vejo, je še ta korak, aktivni korak, da bi potem v ta proces učenja jezika vključili tudi naslednjo generacijo, še vedno velik. So pa posamezniki, kjer potem to uspe. To se pravi, da je tu potrebno predvsem ozaveščanje, da je slovenski jezik vrednota, kajti najhujši problem je bil ta, da so to zaničevanje slovenskega jezika, slovenščine in Slovencev strani nemških organizacij, kar se je, bi lahko reklo, usedlo v kosti. In naprimer, če vzamem samo en primer iz Ilije, ko smo prišli in se sestali z eno skupino, so bili ponosni, da znajo zilsko in da znajo, da s tem razumejo tudi ruščino in Putina, ampak Slovence v Sloveniji pa te pa sploh nič. In potem smo z njimi govorili knjižno slovenščino ves čas in seveda so vse razumeli, ampak to psihološko breme dobiti iz ljudi je pravzaprav najhujši problem. Izzivi so seveda tudi na področju izobraževanja, kajti v naše šole se zdaj vključujejo tudi dijaki pa učenci iz neslovenskih družin. To se pravi, da je situacija za učitelje izziv, bi lahko rekli, kako v teh pogojih ustvarijo take jezikovne pedagoške koncepte, da na koncu otroci znajo slovensko. Te otroke zdaj že vključujejo tudi v naše vrtce in prav tu bomo imeli v naslednjih letih večji izziv, kajti dežela je sklenila nov zakon za vrtce, ki predvideva izboljšanje situacije za naše pedagoginje, kar pomeni, da bojo zmanjšali število ur, zmanjšali število pedagogin, po eno zmanjšanje število otrok, ki jih lahko sprejmemo v vrtec, za enega otroka na leto. Do leta 2025 bo potem namesto 25 otrok v skupini samo 20 otrok in Rudi Volk je že izračunal, da bo na tej osnovi v letu 2025 imelo 80 otrok manj možnosti, da se vključi v vrtce,
v dvojezične vrtce, če ne odpremo novih. Tako da je to velik izziv zdaj na področju primarne vzgoje v slovenskem jeziku. Izzivov je ogromno, omenila bi morda še to, da seveda ta proces učenja slovenščine podpirajo tudi naša krajevna kulturna društva. In ravno včeraj mi je Milka Krigl, Tišlerjeva nagrajenka, rekla, ja, kaj je pet to, vedno manj je Slovencev, pa vedno več prireditev na Koroškem. In to bo seveda zelo težko ohraniti na tem nivoju. Bilo je že izrečeno, da smo kulturna velesila in seveda to tudi rešuje situacijo učenja na Koroškem. Predvsem pa bo velik izziv pripraviti mlade, da bodo vstopili kot odborniki v krajevna društva, da bo ta prehod na mlajšo generacijo možen. Morda v zaključku omenim še ta zemljevid izselj, ki je všel v lanskem letu in sicer je to prvi občinski zemljevid s slovenskimi ledinskimi in hišnimi imeni, na katerem so tudi krajevna, pa gorska, pa vodna imena zapisana dvojezično. To se pravi, to je že uraden zemljevid. To pa je bilo mogoče na osnovi dela, ki ga upravljajo krajevna slovenska kulturna društva, ki v sodelovanju z inštitutom Urbanjanik in tudi z občinami v svojih občinah dokumentirajo ta ledinska imena in doslej je šlo 11 zemljevidov za 8 občin in 10 zemljevidov imamo še v delu. To je bilo mogoče, ker so ta imena sprejeli avstrijski seznam nesnovne dediščine in ko je bilo leta 2010 to sprejetje v UNESCO seznam, so koroški mediji pisali, slovenska, ledinska in hišna imena so sedaj kulturna dediščina, kot da prej ne bi bila. In ko časopisi to pišejo, to postane realnost. In pri tem projektu nismo imeli nobenih negativnih izkušenj. Če vemo, kakšna je bila diskusija o dvojezičnih krajevnih tablah, kako dolgo je trajalo, da je prišlo do minimalne rešitve, vidimo, da so tudi maksimalne rešitve možne, če se spremeni odnos do kulturne dediščine, do jezika in se ustvarja zavest, da je to pomemben del Koroške. Vaš aplavz pa ve vse, da ne samo, da ste zadovoljni s to predstavitvijo, ampak ste tudi hvaležni za vse delo, ki ga opravljajo. Martina je opozorila še na primeru Zile, recimo še na vprašanje identifikacije z narodno zavestjo preko dialekta. Na Koroškem je dialektalna raznolikost je velika, je bogata, tako da že to je bil včasih problem, ali še tudi je. V praksi recimo imamo na Koroškem v slovenskih ali dvojezičnih farah že nekaj nekdanjih, bi rekel, štipendistov iz Afrike, duhovnikov. Nismo še nič govorili o liturgičnem jeziku, ki je tudi pomemben. Je v slovenskem primeru cerkev, kultura, jezik zelo pomembna. No, in tam je teh nekaj fantov, ki so prišli preko ljubljanske teološke fakultete izobraženi v knjižni slovenščini oziroma v standardni slovenščini, tudi mašne knjige so v uporabi skupne slovenske, ne. Potem v praksi, tak je recimo Železnik Apri rekel, ja, jaz sem slovensko se naučil, pa angliško sem znal, pa nemško tudi, samo ko sem pridem, so govorili pa dialekt, pa je bila težava, dokler ni gospa pokojna Ančka ga
vzela v šolo in zadnjič ga gledam na televiziji, pa dirigira zboru na Obirskem. Črn ko črn. Ker še zadnja naša uvodničarka v še nekaj minut potem diskusije vseeno je gospa Mirjam Oblak, profesorica za likovno umetnost, diplomirani ontološki coach, prihaja kot rečeno iz Argentine, je pa tudi v Ljubljani študirala etnologijo. Sicer berem, da je v službi 43 let redno v domačem podjetju bratov Oblak v Argentini, mislim, da sem enkrat že tudi v povezavi z knjigo o njenega očeta ali o njenem očetu srečo, tako da v Slovenijo tudi kar prihaja večkrat, zlasti je pa, kar preberem, 11 let razredna učiteljica v slovenski osnovni šoli Franceta Balantiča v San Justu, 27 let redna profesorica slovenske etnologije ter zemljepisa na slovenskem srednješolskem tečaju ravnatelja Marka Bajuka in vodja rasti teh abiturientov, ki so letos že katerič? Že 52-tič prihajajo v Slovenijo in boste te dni, če še niste, lahko tudi videli na kakšnem nastopu že jutri v Škofovih zavodih. Torej, na vsak način in teoretično usposobljena in praktična delavka, narodna, jezikovna, v okolju, ki je pa spet zelo, zelo različno od teh, ki smo jih zdaj imeli v obravnavi. Lepo prosim. Hvala lepa. Spoštovani zbrani, dragi udeleženci Slovenskega svetovnega kongresa pri posvetu o slovenski narodni identiteti. Izpod Južnega križa prinašam prav lep pozdrav. Danes smo se zbrali pri tej okrogli mizi, da razmišljamo o slovenskem jeziku kot temelju slovenske identitete. Težko mi je povzeti v nekaj stavkih vse delo, ki se opravlja in ki se je opravljalo v Argentini, oddaljeni 12.000 kilometrov od matične domovine, za ohranitev slovenskega jezika in slovenstva. Blaženi Anton Martin Slomšek nam pravi: ljubimo svojo materino besedo, pa le ne v besedi, temveč v dejanju in resnici, iz čiste ljubezni do Boga in do svojega rodu. V veliki meri pripomorejo k temu v Argentini naši šole in tečaji. Politična migracija danes šteje 6 slovenskih osnovnih šol v velikem Buenos Airesu, katere obiskuje 174 otrok. V njih poučuje 43 učiteljev in učiteljic, 7 veroučiteljev in v 3 šolah delujejo tudi knjižničarke. Slovenska osnovna šola je tudi v Bariločah, Mendozi in Tucumanu. Naše slovenske osnovne šole so dopolnilni sobotni tečaji, kjer se mladi rod naužije slovenstva sledečimi predmeti: petje, verouk, slovnica, zemljepis in zgodovina. V Argentini imamo tudi slovenski srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka s sedežem v Slovenski hiši, ki ga letos obiskuje 60 dijakov, 2 tudi dopisna iz Slovenije. Na tej srednji šoli 15 profesoric in profesorjev poučuje naslednje predmete: slovenska slovnica, slovstvo, petje, verouk, družbena vzgoja, zgodovina, zemljepis, etnografija in svetovni nazori. Vsi predmeti so mladini podani seveda v slovenščini. Srednješolski tečaj obstaja tudi v Bariločah in Mendozi. V naši skupnosti delujejo tudi 4 tečaji ABC po slovensko za špansko govoreče otroke in odrasle. In sicer na Balantičevi šoli v San Justu, na Prešernovi šoli, na Jegličevi šoli v Slovenski hiši in v Slovenskem domu v Karabačaju. Naj poudarim, da naše učne moči opravljajo vse delo prostovoljno in to po več let. Naj omenim samo primer gospodične Angelse Klanšek,
ki je več kot 60 let zahajala v Balantičevo šolo, soboto za soboto kot voditeljica in vzorna učiteljica. Močna simbolika osebe, ki se je razdajala kot vzgojiteljica, spodbujala kulturni razvoj v našem domu, bila je vsestransko dinamično vpletena v slovenski skupnosti, živela je z vrednotami, ki so jo peljale čez ocean, daleč od ljubljenega rojstnega kraja. Tudi sama poučujem že več kot 37 let, ko ste prej rekli 11 let v osnovni šoli Franceta Balantiča, sedaj že 26 let redno poučujem na slovenskem srednješolskem tečaju ravnatelja Marka Bajuka v Buenos Airesu kot profesorica slovenske etnografije in zemljepisa. Osebno bi rada poudarila, da učim iz hvaležnosti za vse, kar sem prejela od svoje družine, svojih vzgojiteljev in poslanstvo, da svoje znanje predam naslednjemu mlademu rodu. Da se jezik ohranja v naših šolah, damo veliko poudarka na slovensko pesem, recitacije, gledališko dejavnost, nastopanje. Ob tem pa skušamo ohranjati slovenske šege in navade ter nam vsem drage slovenske vrednote. Tako počastimo naše učence s spominskimi akademijami, praznujemo dan državnosti, Slomškovo proslavo, na srednješolskem tečaju organiziramo dan duhovnosti, dan odprtih vrat, etnološke razstave, folklorne in razne tečaje. Sprejemamo tudi obiske iz matične domovine in zamejstva. Obstaja pa tudi lektorat slovenskega jezika na Buenosareški filozofski fakulteti. Naj omenim, da naši maturanti v zadnjem letu šolanja obiščejo svoje korenine, potujejo v Slovenijo in zamejstvo, kjer lahko osebno spoznajo, kar so se učili v vseh letih in opravijo tudi dopolnilni tečaj slovenskega jezika. V naših šolah ne vzgajamo le posameznika, temveč člana naše skupnosti. Ljubezen do bližnjega nam narekuje, da naše sposobnosti, naš čas, našo ljubezen nudimo sobratu, povračamo skupnosti prejete darove, ter gradimo in izpopolnjujemo vse, kar nam je bilo dano v naših ustanovah in organizacijah, vsak po svojih močeh. Koliko bi se morali zahvaliti učiteljem in učiteljicam naših šol, profesorjem, katehetom, staršem, režiserjem, pevskim vodjem, športnim in folklornim voditeljem, animatorjem. Koliko požrtvovalnosti, brezmejnega dela in predvsem ljubezni, da se ohrani slovenski jezik in slovenska identiteta. Slovenskega jezika se naučimo najprej v naših družinah, potem pa v slovenskih šolah in tudi v skupnih slovenskih domovih, kjer prireditve in dejavnosti potekajo predvsem v slovenskem jeziku. Naš pisatelj in velik kulturnik dr. Tine Debeljak tako pove v naših slovenskih skupnih domovih. O dom, sveta beseda o brezbromstvu tujine, brod na oceanu, trsatska hišica, ki se nam jo prenesli angeli čez morje, da najdemo svojo domačnost v njej. Da se slovenski jezik ohranja v Argentini, gre veliko priznanje tudi slovenski kulturni akciji, ki je bila leta 1954 ustanovljena v Buenos Airesu z namenom, da druži slovenske krščanske kulturne ustvarjalce v zdomstvu in zamejstvu. Idejni temelj organizacije na ravni etični zakon, potrjen in izpopolnjen po krščanskem svetovnem nazoru. Slovenska kulturna akcija izdaja kulturno revijo Medobje in bilten Glas že desetletja, je tudi založba, ki je izdajala knjige, ki niso mogle izhajati v Sloveniji. Prireja predavanja, kulturne večere, likovne razstave in predstavitve knjig. Velika dragocenost za ohranitev slovenske besede so naši časopisi in revije, Svobodna Slovenija, Duhovno življenje, Božje stezice, Oznanilo. Naše učne moči se udeležujejo seminarji v Sloveniji za učitelje in učiteljice slovenskega jezika, da se izpopolnjujejo v njem. Tudi z drugimi kulturniki naše skupnosti sodelujejo leto za leto na mednarodnih konferencah Društva katoliških pedagogov Slovenije. Mladi hodijo v Slovenijo na poletne in celoletne tečaje slovenščine. Od slovenske osamosvojitve dalje je naraslo zanimanje za znanje in tudi izpopolnjevanje slovenskega jezika. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, organizacije kot so Svetovni slovenski kongres
Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Rafaelova družba, so organizatorji in gostitelji raznih naših skupin. Tudi to nam omogoča, da spoznamo svoje korenine, poglobimo znanje slovenskega jezika, medsebojno sodelujemo in se dopolnjujemo. Zahvala tudi ustanovi ASEF, saj mladi naše skupnosti hodijo na delovne izmenjave in usposabljanje v Slovenijo in s tem bogatijo in dopolnjujejo tudi svoje znanje v slovenščini. Publikacije Slovenije in znamejstva tudi pripomorejo k boljši slovenščini. Revija Naša luč od Rafaelove družbe, Mladika iz Trsta, Ognišče, Družina, spletni časopisi in revije so dragoceni pripomočki lepše slovenščine tudi za nas. Zvesti smo slovenstvu v vseh njegovih oblikah, ne samo, da naša materinščina odmeva od stene mogočnih andov in se naša molitev in pesem v podedovani besedi zlivata preko široke pampe. Naša zgodovina, navade, naše gledališke igre, folklorni plesi, poznavanje slovenskih pisateljev in pesnikov, vse to posredujemo mladim rodovom. Ni zgolj slučaj, da smo v Argentini. Božja previdnost ima prav gotovo z nami posebne namene. Z geslom Bogu otroci, domovini sinovi, nikomur hlapci, so naši predniki pokazali visoke in jasne namene. Ohranitev zvestobe slovenstvu, tradiciji, globoki katoliški veri in ljubezen do svobode. Po sili razmeri so naši predniki osvojili Balantičeve besede: dobil sem svoj dom na tujem. Želimo si, da bi naši skupni slovenski domovi bili otok Slovenije v argentinski pampi. Druga, tretja in že četrta generacija pod Južnim križem smo mladike slovenske lipe, ki je zacvetela na tujih tleh. Naši predniki so v Argentini vsa ta leta hrepeneli in ohranili ter nam posredovali veliko ljubezen do Slovenije. Od njih smo prijeli vrednote. Zdaj smo mi dolžni ostati zvesti tem vrednotam in jih podajati naslednjim rodovom. Pa čeprav so našim prednikom lipo posekali in jo siloma iztrgali iz naših in domačih tal, se je zasidrala pod pamskim soncem in znova pognala mladiko. In te mladike smo mi. Rastemo k soncu, ki nam liva veselje do življenja. V nas še vedno misel gori, noben narod ne umre z nasilne smrti. Narod umre samo, če sam noče živeti. Argentinski Slovenci smo posebna enota, slovensko preteklostjo, koreninami in kulturo ter z argentinsko sedanjostjo in bodočnostjo. Ustrajali bomo, dokler bomo nosili v sebi ljubezen do slovenstva. Prizadevamo se, da svoje znanje, predvsem pa ljubezen in zvestobo do slovenskega jezika in slovenskih vrednot predamo tudi mladim slovenske skupnosti v Argentini željo, da bi ostali tudi oni zvesti in ponosni na svoje korenine, ter z ljubeznijo ohranjali in gojili še naprej tako dragocene slovenske vrednote. Vsak dan se moramo odločati, če hočemo ostati Slovenci in če želimo vztrajati na tej poti. Ni lahko, a od nas odvisi. Stik z matično domovino, z zamejstvom in z drugimi Slovenci po svetu nam tudi v veliki meri pomagajo, zato se moramo medsebojno podpirati, pomagati, dopisovati, spodbujati. Veliko čast mi je bilo spregovoriti na tem posvetu in srca se zahvaljujem za to možnost. Hvala lepa tudi gospe Oblakovi. Ona je v tem svojem prikazu pravzaprav že posegla tudi v vsebino naslednje okrogle mize, ki govori o pedagoškem procesu, slovenski narodni identiteti v tem pedagoškem procesu. Važna tema, pri kateri pa ne bo kakšnega zastopnika iz Argentine, tako da je to opravila že gospa Oblakova. Zdaj mi naš čas še nismo do zadnje minute izrabili, začeli zamudo. Jaz bi takole
predlagal, predviden je odmor, zdaj bi že naslednjo okroglo mizo mogli pričeti, da vprašamo najprej paneliste, če bi imeli še stavek ali dva za pripomniti ali vprašati, potem pa še 3 minute možnost za publiko, razen če se strinjate, da bi to pa v odmoru lahko individualno naredili. Ima kdo med panelisti kaj nujnega pripomniti? Janez. Ker sem bil iz tvojih besed prvotno pravzaprav posredno že izzvan, naj nekaj povem o tem zakonu, ki se zdaj novelizira. Ko so ustanovili delovno skupino, ki naj bi pripravila to, me seveda niso povabili zraven. Če bi me, je pa veliko vprašanje, če se ne bi zgodilo kaj podobnega, kot se je gospodu Jensterletu, da so ga odžagali, ker je imel pač svoje jasno in odločno stališče glede tega. Bistvo stališča je bilo, da že sedanji zakon ob ustrezni interpretaciji zadošča uveljavitev slovenščine tudi na tem področju digitalizacije. Danes zjutraj sem leteče v Delu prebral ta članek in tudi besedilo samega zakona oziroma nivelizacije na portalu e-demokracija. Tam je objavljeno za to, da je dostopno za javno razpravo. Seveda časa za kakšen študij tega natančno ni bilo, ampak kolikor sem leteče tako dojel, gre predvsem za spremembo 2 členov dosedanjega zakona. Je še nekaj sprememb manjših, ki pa so bolj take redakcijske, bi rekel. Medtem ko 2 člena, in sicer 15. in mislim, da 20. vsebuje to jedro problema. Strokovno pravniško bi temu rekli, da gre za nomotehnični problem. To se pravi ne toliko vsebinsko, temveč kompozicijsko, formulacijsko, stilsko in tako naprej. Namreč določba, ki govori o obvezni rabi slovenščine v sedanjem zakonu, je zapisana po mnenju teh nomotehnikov v neustreznem členu. Vsebinsko je ustrezna, ni pa zapisana na pravem mestu v tistem členu, namreč ki bi to zadosti močno izpostavljal. Zdaj namreč ta določba nekako našteta med drugimi določbami, ki določajo rabo slovenščine v elektronskih napravah, v parkirnih urah in tako naprej. Tu seveda pri digitalizaciji v sedanjem smislu gre pa za nekaj deloma drugega in zato menijo, da bi morala biti ta določba posebej izpostavljena v posebnem členu. Gre namreč za to, da vse te zadeve potekajo deloma prek pametnih telefonov, operacijskih sistemov in tako naprej, kjer dobivate vi te informacije na zahtevo. To se pravi, vi kot posameznik zahtevate od mednarodne korporacije, Apple in drugih, ki te stvari omogočajo, da se na to naročite in tudi financirate. S tem pa se postavi vprašanje, ali gre tu še za javno rabo slovenščine, namreč v zakonu piše naslov zakona, zakon o javni rabi slovenščine. Po drugi strani pa vemo, da operacijski sistemi in vse te reči na svetovni ravni jih je težko pojmovati, da gre še za čiste neke zasebne kotičke, ampak ima velikansko družbeno moč in v javnosti. In to torej se postavlja vprašanje interpretacij, ki so že zdaj različne in za katero interpretacijo se bo država Slovenija postavila kot za relevantno in jo zastopala v pogajanjih s temi mednarodnimi korporacijami, ki te stvari omogočajo.
Očitno je prišlo zdaj do odločitve, da bodo spremenili zakon in sicer ravno v tem nomotehničnem smislu, da bo ta določba izpostavljena v posebnem ločenem členu, ki bo pač zagotavljal ustrezno interpretacijo kot edino veljavno izmed tistih, ki so bile zdaj 2 ali 3 in za katere so se sklicevali ali pa skrivale inšpekcijske službe, da jim ni bilo treba intervenirati. Torej od danes naprej tu poteka en mesec javne razprave in seveda vas vse pozivam, da jo spremljate in tudi sodelujete v njej. Hvala lepa. Hvala. Jaz glede na svojo siceršno vpetost še kje drugje lahko rečem, da in pri Slovenski matici je nov odsek za slovenski jezik in mislim, da bomo tam tudi pozorni in tudi ob tistem primeru, ko so Jenšterleta odpustili, smo tudi v Slovenskem centru PENA neko protestno izjavo sprejeli, tako da mislim, da deli civilne družbe so se že občutljivo oglasili. Zdaj pa glede na uro, odmor, pa ne več kot 10 minut in tam nagovorite še koga od panelistov, ki se jim zahvaljujem, vam pa tudi za sodelovanje.